Največji slovenski country in BBQ festival se je pričel v petek 8. avgusta, ko so z Bilsko Dobravo preplavili dobro razpoloženi obiskovalci iz cele Evrope, številni oblečeni v kavbojska oblačila, škornje in klobuke. Zadišalo je požar v specialitetah, kar hitro pa sta se napolnila oba plesna odra, na katerih so se preizkusili ljubitelji kavbojskih plesov. Dober izkupiček so si obetali tudi prodajalci kavbojskih oblačil po sicer dokaj zasoljenih cenah, pa ponudniki hrane in pijače ter ostali, ki so prepoznali potencial tega tradicionalnega festivala. Po dobri polovici tridnevnega dogajanja, ko smo vzdušje preverili tudi z našo ekipo, je eden od 4 članov organizacijske ekipe že lahko ocenil letošnji festival kot enega najbolj uspešnih doslej. Zelo v redu, izvrstno, no? Tako da vesel sem, navdušen sem, zdaj prehajam, bom rekel, čez celo prizorišče in je nora slika, no? Tako da sem res vesel, sam to lahko rečem. V preteklih letih so festivalsko ponudbo ves čas dopolnjevali, sedaj pa se trudijo, da ostane konstantna, saj obiskovalci vedo, kaj dobijo in kaj lahko pričakujejo. Ena od stalnic je tudi kuharska delavnica največjih ameriških žar mojstrov. Ja, letos bom pa kar tako malo rekel, sem si uresničil veliko željo. Pripeljali smo gospoda Joe Zavalo iz Teksasa, iz Dallasa. On je bil dolga leta tudi šef Dallas Mavericksov, kjer je Luka naš igral. In mogoče ena zanimivost, mi smo se zmenili že prej, seveda, ki je slišal, da bi šel v deželo Luke Dončića, je bil navdušen. Potem, ko so Luko tradali v Los Angeles Lakerse, je bilo eno prvih obvestil njegovo, še velja, še lahko pridem zdaj, ker ni več Luka v Dallasu. Tako da izjemen človek, izjemna osebnost. Včeraj smo imeli delavnico tudi najbolj številčno od vseh, kar smo jih organizirali v sklopu društva. Slovenia is great. Luka Doncic. Like, I love Luka. I'm so glad to be here. This is absolutely amazing. And for us to be able to teach Texas barbecue here is a dream come true. This is absolutely amazing. Our country is absolutely beautiful. Joe Zavala je vodja znamenite restauracije Zavala's Barbecue. Od leta 2016 je Joe razvijal svoj južnoteksaški slog BBQ in to skozi tipično domačo backyard BBQ izkušnjo, kar je končno privedlo do odprtja njegove restauracije leta 2019. Med poznavalci slovi po pripravi popolnega počasi dimljenega brisketa, torej govejih prsi. Bil je tudi hišni šef ekip Dallas Mavericks in Dallas Cowboys, ter se s svojo restauracijo vsako leto uvršča med 100 najboljših restauracij v teksaškem okrožju Dallas. I'm a pitmaster owner of Zavala's Barbecue with my wife, and we've been doing barbecue for 9 going on 10 years, so we just have some of the best barbecue in the world and we get to feed people and just have a good time. Tokrat je udeležence mojstrskega tečaja učil priprave originalnega brisketa, klobas, govejih reber, stejkov in takosov. The cool thing was we brought Texas to Slovenia. We did the Texas brisket, we did the Texas beef ribs, we did beef cheeks, we did a whole bunch of steaks, we did sausage, we had them in tortillas, pico de gallo. We brought Texas to Slovenia and it was unbelievable. Predvsem smo zelo dobro jedli. Delavnica je bila posvečena govedini. Teksas je dežela govedine, tako da vse, kar se da, bom reči, kar se da prepraviti z govedine, smo šli skozi in je bilo res nekaj takega, kar še do zdaj ni bilo v Sloveniji. Brisket's king. Everybody loves brisket, but yesterday everybody loved the beef ribs. It was unbelievable. Do you have any special secrets with maybe sauce or something? The special secret is pepper, and everybody was scared of it. And then when they ate the beef rib, they're like, oh, it's okay, it smooths out. So lots of pepper is the secret. Na vprašanje, katera priloga se najbolj poda jedem, ki jih ustvarja, pa je brez pomisleka odgovoril, da hladno pivo. In pivo je tudi pogosta sestavina naših žar mojstrov. Kaj točno so tokrat dali v svoje pripravke, pa niso želeli izdati Korošci, ki tudi že tradicionalno pridejo na ekipno tekmovanje v žar in dimljenih specialitetah. Koliko priprav je potrebnih za takšno tekmovanje? Kar morda en mesec. Kaj to pomeni, da vsak dan doma jeste tisto, kar boste potem tukaj sodnikom predstavili? Ja, tudi včasih. Čeprav se finančno ne izide stalno, mislim, ker to je res, mislim, za Lugaj
je kar finančen, ampak se trudimo, da čim večkrat pripravimo tudi doma to. No. Glede na to, da sodniki že imajo vse jedi pred sabo, pa ne moremo, bom rekla, izdati kakšne skrivnosti, s čim ste danes začinili vaše meso? Pa vse v bistvu neke skrivnosti ni, to so klasične Teksas začimbe, klasični Teksas prijemi, klasične Teksas tehnike. V bistvu vse se da na nekem YouTubeu pogledati, najti. Imamo morda kako svojo začimbo, ko glih tudi ne delimo vsem, ampak to je pa tudi vse. No. Ostale ekipe so se skrivale v senci svojih šotorov, zato smo se podali tja, kjer je bilo najbolj pestro. Kljub res vročemu vremenu, na plesne delavnice, ki so ena glavnih atrakcij festivala. Dejansko smo prodali vstopnice pol leta, pa nismo še enega koreografa najavili, objavili in je bila prodaja še boljša kot prejšnjo leto. Ne. To pomeni, zdaj smo videli, da v bistvu ljudje nam zaupajo in vejo, da ko bojo prišli sem, da bojo tukaj dobili tisto, za kar pridejo. David Prestor, vodja največje plesne šole Wild West v Sloveniji in priznani koreograf linijskih plesov, je bil z udeležbo zelo zadovoljen. Nimam občutka sploh, koliko jih je pa, bom rekel, da glih prav zaenkrat, tako da bomo videli, kaj bo zvečer. Prihajajo od vse povsod, so znani obrazi? Ja, vsako leto je nekaj novih, vsako leto pa nekih, ki hodijo, ki so naši že nekako, kako bi rekel, stalni obiskovalci. Ja, prihajajo pa kar, tako če povzamemo nekje od Nizozemske, Anglije do zahodno Španije, vzhodno, letos smo zelo veliko Madžarov. Ja, tako da kar en tak zelo velik krog Evrope zavzamemo. Zbiljski festival je eden od 4 največjih plesnih dogodkov v Evropi, zato privablja tako veliko število obiskovalcev, ki v Zbilje pridejo samo zaradi linijskega plesa. Tudi ta postaja čedalje bolj priljubljen tudi v Sloveniji. Če primerjamo s plesom v paru, tukaj si sam zase, ne rabiš se obremenjevati, ali boš uredil par od plesov, pa sam si. Naučiš se koreografije, naučiš se une, ki so ti všeč, v bistvu ti je muzika všeč. To je ziher prednost. Poseben čar da pa še, če si nadaneš klobuk in obuješ in oblečeš primerno? Ja, mislim, ziher se luštno obleč, škorne gor, da te čist nekaj drugega, pa kakor prej, ki si v Adidaskah. Tako da, ja. Celoten komplet in tega, da se oblečeš in muzike je kar to, zakaj ljudje pridejo. Sta prvič na Wild West festivalu? Kot plesalca ja, kot obiskovalca pa drugič. Ja. Plesalca pa kako to? Sta začetnika, sta se mogoče prav tu navdušila nad temi plesi? Ja, točno tako. Lani so prišla prvič pogledati, mož je bil na tečaju barbecuja. In jaz sem prišla kot obiskovalec zraven in sva se čisto navdušila. Saj jaz pa vleko noter. In letos sva začela plesati v bistvu lani septembra in letos sva že kot plesalca tudi zraven. Ja. Tudi v primerni obleki in obutvi, kako je v tem vremenu, bom rekla, v tej opravi tukaj plesati še zraven? Škornji niso niti tak problem, zdaj za nas ženske je lažje, ki si damo lahko krilo, je manj vroče, za moške, ja, so v dolgih hlačah, je malo bolj vroče. Ja, mi skrbimo za hlajenje, na drug način. Ne? Nekateri pa na Zbiljsko Dobravo pridejo zaradi drugih vonjav. V času festivala namreč zadiši tudi po nafti. Bleščeča vozila in močni motori, seveda najbolj priljubljenih ameriških znamk, so parkirana prav na samem festivalskem prizorišču, kjer lahko obiskovalci potešijo svojo radovednost in pogledajo tudi pod pokrove motorjev. Polno imamo izjemno število motoristov letos, Harley Davidson pa Indian. Našteli smo že prej preko 50 motorjev ameriških. Lansko leto smo imeli rekord 25. No. Tako zdaj pričakujemo Mustang Klub Slovenija, pride s 25 do 30 Mustangi. Vsak čas bojo tukaj. No. Pa seveda te starodobniki, ki jih je tudi letos zelo veliko. Obožujem Ameriko. Sem večni fan Amerike, imam rad ameriške avtomobile in to me veseli. Ne. Veste kaj več o tem avtomobilu? Jaz razen tega, da je res velik in najbrž na naših cestah ni nekako udobno potovati, z njim ne vem ničesar. Ja, jaz ne bi rekel, da ni udobno, zato ker je na zračnih blazinah in to je isto, kot da se v zakonski posli vozite.
Drugače je to Cadillac Eldorado, V8 motor, 7000 kubikov ima. Ne bom govoril, koliko žre, ker to vsi sprašujejo. Drugače pa posebnost tega avta, da ima na prve kolesa pogonni. Od vseh Cadillacov edini avto, ki ima v sprednji pogonni. Sem pa lastnik že 15 let. Cadillac Eldorado z V8 motorjem in 7000 kubiki je pritegnil mnogo pogledov. To je bil eden najbolj prestižnih avtov tiste leta 78. V bistvu je bil dražji od najdražjega Mercedesa. Tako da tudi v Jugoslaviji se to ni dal pripeljati, ker tudi firme tega niso naročevale, toliko je bil drag. Okvirna vrednost tega vozila danes je? Danes se vrtijo cene tam od 30 do 40 tisoč evrov. Najbrž pa pritegne veliko pogledov in vprašanj. Ja, to pa je normalno. Zato, ker je še zmeraj taka oblika, da vsakega zanima. Zaradi zgolj začasne registracije pa je precej dolgo trajalo, da je iz Budimpešte v Zbilje pripeljal lastnik Chrysler Newporta letnika 61, ki s svojo pojavo tudi zbuja veliko pozornosti in je prišel na festival že tretjič. It's a 61 Chrysler, it's a Chrysler Newport. It has a 5.9 liter engine. V8, of course. It has a TorqueFlite transmission. It has a 3-speed with pushing controls. It's a 64 years old car. It has the longest fin in the cars. And this is the last year with the big fins. From 52, nobody has big fins. What is it for? It looks like a rocket. Just for fun, because they love to live at those times. Veliko pa je bilo obiskovalcev, ki so prišli zgolj zaradi vzdušja, od blizu in daleč. Country Festival smo veliki oboževalci podeželja in kaj je bolj podeželsko kot country. Slovenija je isto kot Oklahoma. Fantastično je biti tukaj na tem festivalu. Počutimo se super, družba je super, pol Evropske unije je tukaj in je enostavno fantastično. Kaj je najboljše tukaj? Vidim, da se sučete okoli avtomobilov, mogoče hrana, plesi. Ja, najboljše je definitivno pijača in družba. Klasično slovenski avtomobili so tudi fantastični. Plesi, bombastično, še nikoli nisi videl tako dobre line dance, kot tukaj vidim, tako da je bombastično. Vi ste udeleženec kakšne, bom rekla, delavnice, imate avtomobil s sabo, kaj? Ne, mi dva žena sva čisto turistov, sva prišla z Bavarske, sva se peljala 6 ur, samo da sva tukaj. Energija, tako kot je tukaj energija lepa, ne vem, če sem jo že na kakšnem festivalu doživela. Res, vsi ljudi so zelo prijazni, krasni, vsi uživajo, se imajo fajn, se je dobro, pije dobro, super glasba, tako da vse pohvale tudi organizatorjem. Mnogo je tistih, ki pridejo na festival za več dni in izkoristijo priložnost za mini ali daljše počitnice. To je ena izmed stvari, ki tudi letos opažamo, skozi več ljudi pride za en teden. In bi prišli še za dalj, tako da resno razmišljamo, kaj lahko na tem področju naredimo. Recimo ena res velika rešitev bi bila, da bi imeli en ogromen kemp tukaj v Medvodah. Smlednik mislim, da je čist poln, pa bi rabili še kaj dosti večjega. Ogromno ljudi si želi priti kampirati. Tako da v bistvu naša naslednja misija je, da tukaj omogočimo kampirati. Veliko število obiskovalcev festivala Wild West Fest on Fire si torej obisk Zbil vzame kot del počitnic. Zato je dogodek priložnost za promocijo in turizem, ki pa ga še niso prepoznali vsi, ki bi lahko dogodek podprli in s tem tudi veliko pridobili. A dejstvo je, da gre za dogodek mednarodnih razsežnosti in da se v 3 dneh ob Zbiljskem jezeru zbere veliko število ljudi iz cele Evrope, ki pridejo na zabavo leta, zato si organizatorji želijo večje podpore tudi strani občine in države. Kar se tiče pa ljudi, smo zelo, zelo zadovoljni. Lokalna skupnost, vsi so nam dali res dobro podporo, tako da smo navdušeni, plus seveda to večkrat poudarim, če se le da vse delo, ki je povezano s festivalom,
damo medvoškim podjetjem. Edina stvar, na katero organizatorji nimajo vpliva, a bi lahko kaj hitro pokvarila vse, je vreme. Letos je bilo odlično. To je pa pač čar festivalov. Pri nas je ta čar zelo stresen, zato ker recimo vemo, da eni festivali prav obožujejo, če dež pada, pri nas pa pomeni verjetno, če bi imeli tukaj 3 dni dežja, zadnji festival, ne. Smo zelo odvisni od vremena, čeprav vse, če se sprehodimo čez prostor, vidimo, da je vsako leto tudi več strehe, več sence. Danes sem zelo veliko ljudem mogel razlagati, kako nam je uspelo od 2017 brez enega senčnika pokriti zdaj že praktično prav z Bilske Dobrave. No. Po letu dni priprav in stresa je prav uspešno izpeljan festival tisti, ki daje motivacijo za naprej. In že nekaj dni po koncu preteklega imajo v mislih naslednjega. Poleg več prostora za kampiranje pa si želijo enkrat večja Bilska Dobrava, to je glavna želja, pa ostati v Medvodah, vsekakor ostati v Medvodah. Ampak za to se bo pa treba usesti, ker enostavno mora ta projekt čebelj medvoški postati, če hočemo, da ostanemo v Medvodah.